danes ni tema javne finance, temveč stiska računovodskih servisov. Vemo, da delo v računovodskih servisih ni nikoli, še manj pa v obdobju epidemije enostavno. Prvo moje vprašanje je glede konkretnega primera, s katerimi se soočajo računovodski servisi, to je oddaja vloge za karanteno. Na primer, rok je omejen na 8 dni od prvega dne odsotnosti. Ta rok je absolutno prekratek in delodajalci posledično izgubijo možnost povračila nadomestila plače. Na to opozarjajo računovodski servisi, da imajo izredne težave in da zaradi takih primerov je bilo veliko, ko so delodajalci ostali praktično brez nadomestila. Zato vas sprašujem, minister, če ste razmišljali, da bi ta 8-dnevni rok sprostili oziroma odpravili ali podaljšali, saj delodajalci zaradi kratkega roka nemalokrat izgubijo pravico do refundacije sredstev. Drugo vprašanje, ki ga imam za vas, pa je, vemo, da je delo v računovodskih servisih zaradi povišanega števila obolelih med zaposlenimi, odrejenih karantenah in povečanih izostankov z dela zaradi višje sile precej okrnjeno. Konec leta se obremenitev in zahtevno še dodatno enormno poveča, saj morajo finančno-računovodske službe tako v javnem sektorju kot gospodarstvu poleg tekočih delovnih nalog pripraviti še številna poslovna poročila. Zato vas sprašujem, minister, če ste razmišljali o podaljšanih rokov, v PKP10 smo že tudi dali amandma, zato pa ste ga zavrnili na predlog tudi Združenja računovodskih servisov pri Gospodarski zbornici. Če ste razmišljali o podaljšanju rokov o oddaji letnih poročil za leto 2021, seveda z vsemi spremljajočimi poročili in oddaji dokumente, ki jih morajo oddajati računovodski servisi za svoja podjetja, za svoje stranke.